Beletrina v živo. Jasmin B. Frelih, lepo pozdravljen. Ja. Danes se bomo pogovarjala o tvojem tretjem romanu Ledeni možje. Prvi stavek je bil napisan bojda že leta 2013. Kaj se je zgodilo vmes? Leta 2013, res. Takrat je šel moj prvi roman na pol pri Cankarjevi založbi. In takrat sem imel prvič izkušnjo z relativnostjo časa v založniški industriji. Vsaka knjiga terja ogromno dela in vse teče zelo počasi. Knjigo sem imel napisano, to se pravi že novembra, se mi zdi, in išla je pa julija. In vmes sem imel to obdobje, ko sem bil poln zanosa, zadovoljen, da sem nekaj končal, začel pisati kar naslednjo, napisal se mi zdi eno poglavje. Potem pa je knjiga izšla, začele so prihajati recenzije, dobila je nagrado za najboljši knjižni prvenec. To mi je odprlo nov svet, ogromno novih ljudi sem imel priložnost spoznati, kar je pa močno omejilo moj čas za pisanje romana. Uspel sem napisati nekaj kratkih zgodb, ki so potem izšle kot ideologije, na kar je roman prejel nagrado Evropske unije za književnost, kar je spet odprlo povsem nov svet, spet vzelo ogromno časa. Uspel sem napisati nekaj esejev, je šla Bleda svoboda, zbirka esejev, na kar so hodili prevodi romana spet, veliko sem potoval po svetu, bral iz takrat že zelo starega romana, vsaj meni se je zdelo. To pa ja, počasi so se stvari umirile, sem se odločil, da bom zdaj ves ta čas, ki sem ga preživel vmes, nekako skušal spraviti v pripoved. Sem se lotil pikslov, prav mi je prišla pandemija, če smem to reči, ki me je postavila v sobo, idealno okolje za pisatelja. Potem sem pa že poln izkušenj, kako stvari potekajo, se nisem pustil preveč odtrgati od stvari, ki mi je najljubša, in sem se odločil, da bom pa pač končal to, kar sem 10 let nazaj začel. Sicer tisto prvo poglavje ni bilo prav v redu, z izjemo prvega stavka, ki pa je bil tako močan, da je lahko nosil teh naslednjih 500 strani, in to je to. Ja, roman je obsežen, omenil si 500 strani. Kako pa človek pravzaprav danes napiše tako obsežen roman? Baje imaš neko zelo strogo rutino. Ja, vsekakor zahteva stvar disciplino. Vsekakor se da 500 strani napisati tudi z bolj ohlapnim urnikom, ampak vsaj v mojem primeru jaz potrebujem tudi eno to psihično ravnovesje, da ne odtavam preveč. In pri tem mi zelo pomaga strogo jutranje vstajanje, telovadba, branje, nato pisanje. Cilj je 500 besed, dopeljem kuža ven, spet napišem 500 besed, spet telovadim, skuham kosilo, potem sem nekaj časa fraj, pač imam večer in popoldne zase. In tako mesec za mesecom. Seveda življenje pride, vsi tedni niso popolni, ampak če se držiš, stvar zraste. Zrasli so Ledeni možje, in če se zdaj loteva romana samega, kdo so pravzaprav ti naslovni Ledeni možje? Ledeni možje, to je okrušek enega zelo, zelo starega spomina mojega. Ko sem bil še otrok, so mi ti Ledeni možje od nekod prišli v uho. To so trije krščanski svetniki, ki godujejo 11., 12. in 13. maja in prinašajo slabo vreme, neko ohladitev znotraj pomladi. Sledim potem še Oscana Zofka. In imajo zelo smešna imena, Bonifacij, Pankracij in Servacij. Najbrž sem se jih zaradi tega zapomnil. Kot naslov so mi pa prav prišli
prav zaradi te ideje. Ne? Leon, protagonist romana, je v pomladi svojega življenja, prestaja pa obdobje pozebe. Ne? Tako da ja, upam, da bo Zofka z njim prijazna. Roman je sestavljen iz treh delov, recimo temu, ki pa vsako pa nosi posebno ime. Pa če mogoče nam predstaviš pravzaprav to samo zgradbo romana. Ja, roman je sestavljen iz 3 knjig. Vsaka knjiga ima 4 poglavja. Strukturo sem vzel po, ne vem, tako so gradili Thomas Mann, pisatelji so ločevali svoje romane na knjige. Ima pa vsak rahlo ciničen naslov, vsaka knjiga. Prva je Specula Principe. To so bile knjižice v srednjem veku, ki so jih starši ali učitelji pisali za svoje gojence. To so bili ljudje, ki so morali odrasti v neko družbeno vlogo, ne v eno stanovsko vlogo, recimo plemiči, in je dobil nekakšna navodila za življenje, kako naj se obnaša v skladu s svojo vlogo. Ne. Kar je, glede na današnje čase, ko ne prejmemo nobenih navodil za življenje, kako naj se obnašamo v skladu s svojo vlogo, niti ne vemo, kakšna naj bi ta vloga bila. Ne. Mi imamo to neko svobodo, da se izgradimo. Ali pač, ne, in je aluzija na to. Se mi zdi, da je tudi Machiavelli svojega vladarja po tem vzoru napisal. Druga knjiga ima naslov Utopos, povsem logično, stara grščina, utopija ali nekraj, to je knjiga, v kateri Leon izgubi vse, kar ga je držalo na svet predtem, v svojem okolju, tudi v sebi. Tretja knjiga pa ima naslov Magnus Auctor Fecit. To je pa spet nekaj iz srednjega veka, tako so svoje mojstrovine podpisovali veliki slikarji, kot Magnus Pictor Fecit, in ja, malo samovšečno sem to uporabil, ko sem ugotovil, da se stvar dejansko bliža koncu. Sicer pa s tem aludiram predvsem na idejo boga stvarnika, kot z najnovejšimi odkritji znanosti o naravi našega vesolja, o naravi naše resničnosti. Kaj drugega ni mogoče reči o tem, če je nekdo to ustvaril, je zagotovo velik, ne? Mogoče ni dober, pravičen, krščanski bog, ampak vsekakor je zadeva tako kompleksna, tako prefinjeno zgrajena, da mu moramo reči veliki, kar pa ima še eno navezavo na Karla Velikega, Carolus Magnus, kot oče Evrope. Ja, ker Evropa je eden pomembnejših elementov v tem romanu. Omenil si že Leona, glavnega protagonista. Nekako spremljamo to njegovo spremljamo ga v času študija, recimo temu. Je pa dogajanje postavljeno zelo konkreten, ne vem, bi rekel, polpretekli zgodovinski čas. Okay. In zanima me, zdi se mi, da ni prepogosto to obdobje tematizirano. Ne vem, nekako ni preveč oddaljeno, da bi dejansko bilo zgodovina, ni pa čista sodobnost, ker ne nazadnje od tega minilo že več kot 10 let. Se pravi, govorimo o tem času okoli leta 2008, velike gospodarske krize in tako dalje. In zdaj me zanima, kakšno vlogo pravzaprav je imel ta dogajalni čas pri oblikovanju Leona in samega romana. Ja, izbral sem ga predvsem, ker je to čas moje študentske izkušnje. Spet v skladu s pozebo Ledenih mož je to čas velike ekonomske krize, nekaj, kar se nam je pač v naši generaciji in tudi širše zgodilo prvič. Zdaj pa ja, če je to zgodovinsko obdobje, ko sem začel to pisati, takrat je bila izkušnja še premočna, preveč živa in je neprestano v tekst. Prav spominjam se, da me je to motilo, vdiralo
ta medijska resničnost, kakor nam je predstavljena sedanjost v trenutku, ko se dogaja. In je bilo težko že v tistem času najti neke širše, splošnejše teme, ki bi določale čas, v katerem sem jaz hodil na fakulteto, kar se je zdaj izkazalo za malo lažje. 10 let kasneje pogledati nazaj, videti, kaj je tisto, kar je ostalo ali pa bilo pomembno, vsaj za lik in like, kot se razvijajo. Zdaj, a je to polpretekla zgodovina, je mogoče nekaj, kar boš ti bolje vedel, ne, glede na to, da si ravno nekaj let mlajši. Jaz, kar sem govoril z nekaj bralci, ki so od mene malo starejši, 5-6 let, pa so tudi imeli to izkušnjo s filozofsko fakulteto, so rekli, da se jim je zdelo vse precej razpoznavno, ne? So se lahko locirali dogodke, kraje, splošno vzdušje. Zdaj, če se pa ta naš družbeni svet postaja vse hitrejši, je pa možno, da že iz generacije v generacijo se prekine stik z izkušnjo, ki jo vsaka generacija ima na fakulteti, recimo. No, o ekonomskih vidikih tega časa bo mogoče še malo pozneje. En dogodek, ki je zaznamoval ta čas, je bil tudi to, da je Slovenija vstopila takrat v Evropsko unijo. In v tvojem romanu to dobi nek poseben obrat. In bi te prosil, če nam predstaviš ta evropski projekt, ki se dogaja v romanu. Ja, skušal sem si zamisliti neko družbo, čemur bi se morda lahko reklo avantgardistov, neke umetniške skupine ali študentske, filozofske skupine nekih razmišljujočih mladih posameznikov, ki skušajo z znanjem, z vedenjem, z spoznavanjem v našo družbo vnesti svet, v katerem se nahajajo. Ne? In ta nova izkušnja Slovenije v Evropski uniji pomeni, da smo zdaj v neki malo bolj trdnejši zvezi z velikimi evropskimi narodi. In če bi bila ideja, da obstaja neka skupina, kjer vsak od njih si izbere eno državo, jo podrobno preuči, lahko na to, ko se znajdejo v stanovanju in se pogovarjajo med seboj, nekako poustvarjajo Evropsko unijo kot tako. Ne, to se mi je zdelo dovolj zabavno in tudi Leona je to prepričalo, da je skušal tudi sam postati eden od teh posameznikov. Leon tako spoznava Francijo. Pa je mogoče na takšen način spoznati oziroma na to predstaviti, se pravi preko literature, kulture, predstaviti določeno državo, narod? Ja, zagotovo je literatura eden od privilegiranih vpogledov v življenje nekega naroda. Ne? To se mi zdi, da je. Sicer pa je književnost, če jo razumemo kot narodno književnost, je vse skozi način, kako pripadniki nekega naroda komunicirajo med sabo. Ne, in to so stvari, ki že zelo hitro, ne vem, če napišeš nek roman, je v njem lahko polno aluzij na dogodke in na stvari, ki se trenutno odvijajo v življenju nekega naroda, kar je pa lahko že generacijo ali dve kasneje tudi znotraj tega naroda v bistvu pozabljeno. In literatura prične učinkovati na nek drug način. In to vprašanje pa ostaja odprto. Jaz ga v romanu seveda raziskujem, koliko je ta ideja države povezana z literaturo, kako tudi potem skozi literaturo tuje države lahko razumeš sebe, svojo državo itd. Ja. No, mogoče malo nehvaležno, pa vendar zdaj, če v svetu globalizacije, ko smo nekako prerasli državne meje, je tudi literatura presegla meje. Ja, lepo bi bilo, ko bo. Ne vem, to so vse literarni sistemi, posledice nekih mehanizmov, ki vztrajajo že od razsvetljenstva do danes. Ne, imamo prostore na fakultetah, smeri, ki določajo, kako naj bi literatura prehajala te meje med narodi. Tukaj so založniški sistemi,
in tako naprej. Vse je pa osnovano vsaj danes na kapitalizmu, na tržnem sistemu, ki v bistvu zahteva, da romani, ki dobivajo največ odmeva v tujini, so romani, ki uspejo na trgu. Ne. Zdaj pa, ali je to nekaj, kar vodi v večjo povezanost med narodi, večje razumevanje med narodi, tudi je pa, ne, upajmo. No, literatura, vsaj Leonu, je precej pomembna v življenju, se nekako zdi, da ohranja to recimo, da vero, no. Ne rad to rečem, ampak hočem vprašati, kakšno vlogo pa pravzaprav, kakšen je ta odnos med literaturo in resničnostjo v samem romanu. Na neki točki preberemo, da Leon v izpitni literaturi ni najdel veliko tekstov, ki bi mu približali pravo naravo sveta. Ne? Ja, to je njegova ideja. Ne? On misli, da ni našel veliko takih tekstov. To je vprašanje, na katerega ti še ne znam zadovoljivo odgovoriti, mogoče sploh nikoli ne bom. To je stvar, ki jo v romanu tudi raziskujem. Ja, literatura in resničnost, kako ju zelo težko, sploh z ozirom na to, da sem roman oddal pred 3 meseci in sem še vedno nekako na pol v koži avtorja, kjer se stvari lahko še spremenijo, kjer lahko zadevo še ustvarjam, in potem pa se je treba preleviti v vlogo interpreta, ki naj bi za neke trdne ugotovitve prinesel. Na tej točki še nisem. Se pravi, upam, da se najde kdo, ki bo na to vprašanje znal odgovoriti na bolj smiselen, razumen način. Ne preoprašuje pa roman samo tega odnosa med literaturo in resničnostjo, ampak tudi med literaturo in literaturo, če lahko tako rečem. Hočem reči, poln je nekih medbesedilnih navezav, ne samo na ravni citatov, ki spremljajo praktično vsako poglavje, ampak tudi se mi zdi vsebinsko. In se pravi, rekel bi, da lahko roman beremo na več ravneh, odvisno v kakšni meri prepoznamo vse te reference. In zdaj moje vprašanje je, kakšno je torej idealno bralstvo Ledenih mož? Ne vem, nekdo, ki uživa v literaturi, upam, da bo užival tudi v tem romanu. Ne. To je vsekakor poskus nadaljevati umetnosti, kot sem jaz užival v njej, in zdaj iz tega ustvariti nov tekst, ki naj nadaljuje razpravo ali pa vodi neke ugotovitve iz preteklosti v novo zavedanje o sedanjosti. Zdaj vsekakor si upam reči, da bi jaz pred 10 leti užival, če bi to prebral, ker sem pač, ja, seveda ta nastavek te ideje sem imel. In vsekakor upam, da bralci, ki imajo podobne interese, bodo uživali tudi v Ledenih možeh. Pa so vse te medbesedilne navezave obstajale prej kot neko ogrodje, ali so prihajale nekako spontano, kakor je rasla zgodba? Ja, pred 10 leti sem prebral vse te Francoze, o katerih govorim, in to je pa tudi bil poskus nekakšnega mešanja vse te evropske književnosti, ker med tem, ko sem pisal, sem pa bral predvsem nemško književnost. Ne. Berlin Alexanderplatz je recimo en zelo velik vpliv, se mi zdi, po tonu, po neki emocionalni podstati. In ja, graditi iz vseh teh tekstov, elementi, simboli, kakor pride. Ne. Ko bereš neko knjigo zraven, ko pišeš, se vsekakor trudiš, da je ne bi podvajal. Medtem ko teksti, ki sem jih pa bral pred 10 leti, so pa že izgubili neko to moč trenutka in prihajajo samo še v fragmentih, v podobah, v nekem občutanju skozi čas, kar je pa tudi narava, ne, kulture, civilizacije. Ne. Imamo zlate dobe kultur, nekaj ustvarijo, in potem pa 100 let kasneje, kaj je ostalo od tega, na kakšen način še vpliva na življenje v sedanjosti in tako naprej.
No, v kakšni dobi pa živi Leon, če se zdaj loteva tega družbenega vidika romana? Ja, Leon se ne znajde prav dobro v svetu, ki ga obdaja. Predvsem se obrača na knjige kot neki kompasi, ki naj bi ga vodili, ampak ga vsaka stvar potem povsem preveč presune in začne svoje življenje uravnavati glede na to, kar je prebral, kar je zelo stara ideja, ne? Vse od Kihota dalje je to nekaj, kar literate, pisatelje zanima. Nekdo, ki literaturo bere resno, ne? In skuša tudi svoje življenje uravnavati po temu. Je pa potem Leonova usoda, kot usoda vseh nas, imamo svoje ideje, svoje predstave, ki jih dobimo iz kakršnega koli vira že, na to pa nas življenje počasi nauči, kaj ja, kaj ne, kako se živeti ali kako se ne živeti. Leon, se pravi, no, upam, da mu bo to vse, kar je prebral, koristilo v njegovih prihodnjih življenjih. Roman pripoveduje pripovedalec tretji osebi, ampak nekako se zdi, da ga pogojuje ta Leonova perspektiva. In rekel bi, da pa sam vidi tudi neke zunanje dejavnike, ki mu onemogočajo, da bi izkoristil svoj potencial. Zdaj, avtor ali Ne, Leon. Leon. Ja. Ja. Ampak to je vedno vprašanje literarnih likov. Ne? Tisto vednost, ki jo imajo v svojem življenju, koliko je, pač tudi tu je pomembna vloga bralca, ki lahko stvar razume na drugačen, morda bolj realističen način, kot si predstavlja v vsakem trenutku literarni lik. Ne? Ja. No, ampak če še konkretiziram, nekako je obrobni lik, nekako ne prihaja iz mesta, živi sam z mamo v nezavidljivem finančnem položaju. Tako. In to so neke stvari, ki ga zaznamujejo. Ja, no, seveda. To je pa vsaj toliko realistično sem zastavil stvar, da ja, mladenič, ki pride na Zoisovi štipendiji na filozofsko fakulteto, to je ta stara ponarodila raca, ne? Kaj pa boš s primerjalno književnostjo, zakaj pa ne bi šel študirati nekaj, kar ti bo omogočilo preživetje v sodobni družbi, ampak Leon se zaradi tega ali onega razloga ne da in skuša svet razumeti na način, ki bi mu dovolil obstoj življenja. Tudi z poklicem, ki ga ne asociiramo takoj z veleuspešnostjo v sodobnem tržnem kapitalizmu. Ja. No, ampak kaže se pa tudi neka ta dvojnost med Leonom in drugimi, ki se bolj lahkotno lahko ukvarjajo s književnostjo, no, če temu tako rečemo. In zdaj, a bi bilo preveč reči, da recimo, da v roman povprašuje tudi, poleg drugih stvari, tudi ta mit meritokracije. Ja, zagotovo. Ne, ampak tu ostaja vprašanje. Pač ja, okay, obstajajo ljudje, ki prihajajo iz premožnih družin, obstajajo ljudje, ki prihajajo iz revnih družin. Zdaj, kaj je tisto, kar nekomu omogoča, da si vzame literaturo za središče svojega življenja? Ne? A res potrebuješ bogate starše? Ne? Mogoče je pa dovolj želja ali pa nuja. No? Sam potem pa moraš začeti razumeti svoje odločitve, svoj svet na način, ki, ne vem, no, zelo hitro zapademo v negativne čustva, zavist, jezo, kar vse dobi svoj izraz tudi v romanu. Ampak ja, to so stvari, ki jih najbrž vsak, ki je v podobnem položaju, mora preživeti, predelati, nekako skušati razumeti. Še ena dvojnost se pojavi v romanu, pa priznam, da sem jo na koncu čisto slučajno opazil. In sicer se še pred prvo knjigo srečamo pripis Življenje brez posledic.
Izbire brez posledic. Hvala. Ja. Ljudje brez posledic. In na koncu pa vendarle pridejo posledice. Ja, ampak posledice pridejo znotraj zgodbe. Ne. Ta moto sem pa niti ne vem, kdaj, kje se je znašel, ampak bolj ko sem ga bral, bolj sem ga razumel na nek svoj način. Se mi pa zdi pač, izbire brez posledic, ljudje brez posledic. To je moto, ki se povezuje z vsemi temi velikimi ideološkimi sklopi, ki zaznamujejo čas romana. Neoliberalizem, postmodernizem ali postmodernizem in za študente zelo pomembno filozofijo eksistencializma. In kar se neoliberalizma tiče, je to ideologija, ki skuša družbeni razvoj, vse politične odločitve človeka izvajati na trg, kar pomeni, da če rečem spet to, kar je bilo že mi neštetokrat povedano, to je ta ideja o koncu zgodovine, ne? Ko smo v liberalnih demokracijah, zdaj se zgodovina ne bo več spreminjala. To pomeni, da imamo kot posamezniki na voljo sicer določene izbire, ki pa ne vplivajo na generacije, ki prihajajo za nami. To se pravi, ne glede na to, kaj bomo izbrali, bodo generacije, ki bodo za nami, še vedno živele v istem sistemu. In v tem oziru smo ljudje brez posledic, ker naše izbire nimajo posledic. Ali je to dobro ali je to slabo, ostaja odprto vprašanje. Zaenkrat še ni se izkazalo kot najslabša stvar na svetu. Zagotovo bi bilo lahko bolje, ampak to je v vsakem primeru. In na to se navezuje na postmodernizem kot leon, ki ga določajo neke stvari, ampak a se lahko on izbere vse, zgradi celo svojo identiteto, tudi skozi prizmo eksistencializma, ali njegove izbire vodijo v svet, kjer je svoboden, da si izbere svojo kulturo, narod, vero, svoj gmotni položaj. Ne? Postmodernistična ideja bi vsekakor, če bi bila pripeljana do svojega vrhunca, tudi pomenila tudi to. Ne? Pa vendar spoznavamo skozi naša življenja, da nas nekatere stvari še vedno temeljno določajo. Torej tudi postmodernizem ni ideologija, ki bi jo vzeli za tisto, kar nas v teh časih povsem določa. Moramo razmišljati naprej. In ko govorimo o odločitvah, in ker baje knjigo prodaja avtor in se ne prodaja sama, v intervjuju za Buklo si povedal, da si sprejemal življenjske odločitve, ki ti bodo prišle prav pri bodočem ustvarjanju. Ja. Ta roman je nastajal kar na nekaj koncih. Ja, ampak to je pa več ali manj naključje. Pisal sem ga v Jacksonvillu, kjer sem imel priložnost varovati hišo in psa slikarja Amera Kobašlije, ki se je pred vročino Floride umaknil v Švicarske gore, ker slika pa je tam prevroče in preveč vlažno, in ker je prijatelj mojega očeta, sem 3 mesece lahko tam v miru gradil ta roman. Prva knjiga je nastala skoraj v celoti tam, v teh 3 mesecih. Nato sem še obiskal očeta v Brooklynu. Tam sem še naprej pisal, ker si nisem hotel prekiniti tega toka. Sicer pa Škofja Loka doma. Ja, Jasmin Bafrelih, najlepša hvala. Hvala. Beletrina. Uživo.